smo najprej imeli pomisleke, če bomo sploh igrali v drugo ligo, ker je bil ogromen osip igralcev. Nepričakovano veliko igralcev se je odločilo, da zaključijo kariero ali pa nadaljujejo igranje v drugih klubih. Zgodilo se je to, kar smo pričakovali. Celo sezono prejšnjo smo se pogovarjali o teh zadevah. Vedeli smo, kaj nas čaka v morebitnem izpadu iz prve lige in točno to se je na koncu zgodilo. Kakšna smo imeli pričakovanja ob vrnitvi v drugo ligo? Najprej smo hoteli sestaviti konkurenčno ekipo. Iz prejšnje sezone so ostali 3 igralci, priključili smo v bistvu mladince zraven in kadete. Od igralcev prve ekipe so ostali samo Aljoša Šikanič, pa Aljaž Pelhan, pa zdaj se je pridružil še Vid Hribar, ki je bil v prejšnji sezoni na študentskem izmenjavi. Tako da v bistvu imamo 3 izkušene igralce, ostala igralna mesta bodo pa zapolnili mladinci in kadeti, ki so v lanski sezoni osvojili 2. oziroma 4. mesto v svoji konkurenci in si sigurno zaslužijo našega zaupanja. V bistvu sta največji okrepitvi Gal Kos in Jan Maček. Prišla sta iz Kranja in ker je v Kranju v bistvu ekipa popolnjena, sta nam priskočila na pomoč. S Kranjem smo se dogovorili za sodelovanje, ker smo lokalci, lokalpatrioti. Mislim, da je to samo pravilno, samo dobro. V nasprotno smer, se pravi, v Kranj smo poslali 4 naše odbojkarje, Urbana Tomana, Žana Beravsa, Uroša Tučna in Jureta Jenka. Kranj nam je pa v zameno poslal Jana Mačka in Gala Kosa in še Jerneja Plešo, ki je pa na žalost zaradi študijskih obveznosti prekinil igralsko pot. In mislim, da smo dobili super okrepitve. Tako Jan kot Gal sta izkušenejša od naših igralcev. Jan je mladinski reprezentant, Gal pa mislim, da je zelo blizu članske reprezentance. Tako da mislim, da smo v Kranj poslali vsaj 2 reprezentanta bodoča, dobili smo pa tudi 2 v zameno. Zamenjali ste tudi trenerja? Tudi to je res. Miho Verbiča je nadomestil Rok Blaznik. Mislim, da se je nekaj moglo zgoditi. Spremembe so se mogle zgoditi. Ekipa je bila zasičena, tudi Miha je sam izrazil željo, da v bistvu prekine odbojkarsko delo. Vsaj za 1 leto je rekel, da si bo vzel počitek. In moram reči, da ga pred tem povsem podpiram in razumem. Včasih je treba tudi prednost dati družini, ki je v tem času ogromno pretrpela, ker ga pač veliko časa ni bilo zraven. Smo pa v Roku Blazniku dobili primerno zamenjavo. Praktično vse igralce iz ekipe pozna, ker jih je vodil že lansko sezono v 3. ligi in mislim, da bo znal vajeti peljati tako, kot se spodobi. Kako so pa navijači oziroma ljubitelji odbojke v Žirovnici sprejeli ta izpad v drugo ligo? Zelo mešano. Nekateri niso bili pretirano razočarani, nekateri so bili majhen bolj. Načeloma pa moram reči, da niti nisem dobil enega občutka, da bi se kdo kaj preveč sekiral. Kar me po eni strani žalosti, po drugi strani je pa tudi res, ali si hočemo priznati ali pa ne, druga liga je za tako občina, kakor je naša realnost. Tako da ne smemo biti preveč razočarani, graditi moramo na dolgi rok, marsikaj se da narediti, če bo priložnost, se bomo vrnili v prvo ligo, ne pa na silo. Na koncu lanske sezone smo pridelali tudi nekaj minusa, moramo se pa obnašati kot poslovni subjekt. Se pravi, meni prva liga ne pomeni nič, če imam na koncu neplačane račune.
In jaz sem veliko rajš, da fantom lahko zagotovim vsaj opremo, potne stroške, podobne zadeve, pa da smo stabilen drugoligaš, kakor pa da se trkamo po prsih, rekoč igramo prvo ligo, pa praktično životarimo iz meseca v mesec. Tega jaz ne bom trpel in mene to dejansko prizadene in si ne bom več tega privoščil. Kakšna pa je konkurenca v drugi ligi? Zelo izenačena, če na kratko povzamem. Že v prvem krogu je bilo veliko tekem, ki so se končale po 4-5 nizih in točno to pričakujem skozi celotno sezono. Veliko izenačenih tekem, borbo do konca in ni nobenega outsiderja, vsi smo enakovredni, nobeden ne izstopa po kvaliteti, tako da se da vsakega premagati, obenem pa lahko z vsakim nasprotnikom izgubiš, če ga podcenjuješ. Vi boste še naprej v dvojni vlogi kot predsednik kluba in kot igralec? Načeloma sem jaz z igranjem zaključil že 10 let nazaj, pač po sili razmer tudi priskočil na pomoč. Drugače pa mislim, da je vloga predsednika zaenkrat dovolj velika odgovornost. In kaj boste kot predsednik kluba namenili v novi tekmovalni sezoni, čemu bo vaša pozornost usmerjena predvsem? Predvsem bi rad spravil klub na višjo organizacijsko raven. Se pravi, zdaj se v bistvu, kljub temu, da sem eno leto že predsednik, sem si sam naložil preveč dela. In delo je treba razporediti, mogoče bo treba tudi kakšno funkcijo profesionalizirati. To je moja vizija. Zdaj, če se bodo pač odgovorni v TVD Partizanu Žirovnici strinjali z mojimi pogledi, bomo šli skupno pot še naprej, v nasprotnem primeru pa jaz ne vidim neke svetle prihodnosti in se tudi s tem ne bom več obadal, ker mi dejansko to vzame ogromno časa. In jaz sem rad prostovoljec, zmeraj rad pomagam, je pa tanka meja med prostovoljstvom pa izkoriščanjem in zdaj se mi zdi, da sem že prestopil. Kako pa sprejema okolica klub, ki se je vrnil nazaj v drugo ligo, in sponzorji? Jaz mislim, da imamo glede sponzorjev nekaj zagotovljenih sredstev. Na nekatere sponzorje se lahko vedno zanesemo. Bistvene razlike med igranjem v prvi ligi pa drugi pa praktično ni. Da bi zdaj sponzorji prišli pa začeli mahati z denarjem, tega žal ni, čeprav si to srčno želim. Je pa vedno tako, da igralci pa tega ne dojemajo tako. Se pravi, ko smo prišli v prvo ligo, so igralci začeli nekaj drugače gledati na to. Mislili so, da bo plačan prevoz, da bodo dobili štipendije, da bodo dobili opremo. Hkrati se pa niso zavedali, da so pa stroški veliko večji. Treba je plačati statističarje, treba je plačati sodnike. Povečajo se stroški odbojkarske zveze, v bistvu en kup obveznosti, dodatnih sredstev pa zelo malo na račun tega, da si prvoligaš. Tako da, ne vem, se pravim, vem, na katere ljudi se lahko zanesem, na ostale ne vem, kako ne morem računati, bomo pa probali pritegniti čim več ljudi tudi z vašo pomočjo. Na kakšen uspeh računate? Iskreno povedano se ne obremenjujem z uvrstitvijo. Jaz sem fantom povedal, hočem, da so borbeni, da dajo vse od sebe, da po koncu tekme lahko rečem, da je to, kar lahko dajo. Če bo rezultatsko to prineslo uvrstitev v prvo ligo, super, če bomo pa drugi, tretji, mogoče četrti, peti, pa tudi ne bom grozno razočaran. To so mladi fantje, ki si res morajo nabrati izkušenj, potrebujejo naše nasvete, potrebujejo potrpežljivost in z rezultatom jih ne mislim obremenjevati. Jaz mislim, da pač šport življenja, kakorkoli, vse je tekma sam s sabo. Če daš vse od sebe, si zmagal. Zdaj, če je eden boljši, pa če je boljši, nimaš kaj, važno pa da je, da imaš ti čisto vest in da
da greš lahko ponosno naprej. Sem Rok Blaznik, prihajam iz Krope, sem 45 let star, po poklicu strojni tehnik, zaposlen sem v Gorenjk. Moja borkarska pot je že kar dolga, najprej kot igralec, potem kot trener pa že delujem kar blizu 20 let. Najprej v Krop, zdaj pa zadnje 4 leta sem pa zdaj že tukaj v Žirovnici, tako da sem letos prevzel prvo ekipo. Ekipi sem priključil mlajše igralce, ki sem jih prej imel, se pravi kadete pa mladince, plus imamo zraven starejše igralce iz prejšnje generacije oziroma iz prejšnje ekipe, pa dva nova igralca iz Kranja, ki sta se nam pridružila, tako da imamo kar eno tako posrečeno mešanico novih izkušenj, mladosti, tako da mislim, da je ekipa kar fletna, da se da fajn delati. Vzdušje v ekipi je zaenkrat v redu, super, fanti delajo, so zagnani, mlajši se učijo od starejših, poslušajo tudi njihove nasvete, ker sem tudi nekje želel, da starejši prinašajo svoje znanje na tak primeren način tudi na mlajše in zaenkrat to, kar mislim, da kar v redu deluje. Jaz od uspeha ne govorim. Jaz imam samo to željo, zmeraj vsaki ekipi, ki jo prevzamem, in povem, da imam to željo, da odbojko rad igrajo, da rad hodijo na treninge, da rad tekmujejo in če delajo to z veseljem pa z vso vnemo, bojo daleč prišli. To je edini moto, ki jim hočem povedati. Uspeh so posledica treningov, če to delaš z veseljem, kakor vsako stvar v življenju, pride tudi uspeh. Zaenkrat jo težko ocenjujem, ker lanskrat sem delal v tretji ligi, bil sem pri prvi ekipi, malo pomočnik, sem z njih hodil na prvoligaške tekme, tako da druge lige nekje še ne poznam dobro. Poznam trenerje, poznam deloma ekipe, ne poznam pa, ker so se tudi menjavale generacije, tako da po pripovedovanju ostalih, kar sem poizvedel, je liga kar dosti izenačena, ni nekih izrazitih offsiderjev, tako da pričakujem izenačeno ligo. Sem Domen Pavlič, osebni kondicijski trener. V odbojkarskem klubu Žirovnica pač opravljam delo kondicijskega trenerja. Skrbimo predvsem za fizičen del priprave pač odbojkašev. Danes predvsem pač je bil poudarek na največji moči oziroma sami hipertrofiji, ker pač zaključujemo tudi to obdobje. Tako da ta začeten del priprav v bistvu smo zdaj počasi zaključujemo in gremo naprej v bistvu bolj specifične treninge, kjer bojo pač same vaje mogoče bolj podobne pač samim gibanjem na igrišču, na tekmi, ker z sprijem lahko uporabljajo pač vse te vaje za izboljšanje pač vseh gibalnih sposobnosti oziroma kondicijske priprave za potem tudi pač boljšo igro, bolj uspešno pač izvedbo samih gibalnih akcij. Obenem pa tudi, da poskrbimo samim vajam pač za primerno pač krepitev sklepov, za stabilizacijo, da pride do čim manj oziroma da ne prihaja do poškodb, ker sicer bi ob takih velikih obremenitvah, ki se dogaja pač na sami odbojkarski igri. Tako, sem kar zelo zadovoljen. Nekaj jih že poznam pač od prejšnje sezone, ko smo začeli sodelovati skupaj. Res pa, da mogoče zdaj malčkam še samega usklajenjevanja s tistimi novimi člani oziroma tudi mlajšimi, ker rabimo malčkam več poudarka usmerjeno pač pri sami izvedbi, ampak zelo poslušni, tako da lahko brez problema si v bistvu zastavimo cilje, jih speljemo, tako da nimamo težav v bistvu na tem delu. Tako da po mojem mnenju so kar zelo motivirani, tudi zaradi tega se vidi pač njihov odnos do dela. Tako da iz tega vidika pač tudi pričakujem, da bodo pač lahko uspešni oziroma zelo dobro pač igrali odbojko, ne glede na to, da mogoče niso toliko homogena ekipa še, ampak mislim, da imajo dober potencial, da to uspejo izdelati, pa v bistvu so potem tudi uspešni v sami ligi oziroma igri, ki jo igra. Ciljamo predvsem pač z vsako tekmo, z vsakim pripravam na tisto pač najvišjo možno pripravo, najboljši pač izid.
res pa, da pač vsak del priprave zahteva pač določen čas, tako da upam, da teh po vodnih mesecih treningov se bodo fanti pač malo umirili, uskladili, bomo tudi lažje potem zaigrali na samih tekmah. Sem Miha Rimšar, star sem 17 let. Hodim na šolo, v srednjo tehniško šolo v Kranju. Sem tretji letnik. Igram odbojko zato, ker mi je pač fajn. Sprostim se malo, pa po šoli je tudi fajn, da malo zmigam. Pričakujem pa, da bomo tudi vsaj neko sred. Druge lige pa pri mladinci, da bomo tudi pač čim boljši. Že 3 sezone sem tle, že v Žirovnic, pa prej sem bil pa na Bledu, že par let pa že kar veliko igram. Moje ime je Ljoša Šikanič, star sem 19 let. Poklic, končal sem srednjo zdravstveno šolo Jessenica. Odbojko, zakaj igram? Ja, ne vem, zato, ker že v sošolci so me v osnovni šoli pritegnili k temu, da gremo skupaj igrati odbojko in tukaj se je ena pot začela. V novi sezoni pričakujem veliko dobrih tekem, zato ker to leto je ekipa še mlada, povprečna starost nam je 18,5 let. Veliko borbe, veliko dobrih tekem, ker z tekmo se najbolj pokaže, a treniramo dobro ali ne. Jaz sem zadovoljen, treningi so dobri, moram reči, da trenutna forma igralcev je bolj na nihanju, odvisno od treninga, od dneva. To je pa to, druga liga ni nobenega takega, da bi rekel, favorita. Vsi so premagljivi, samo borba, dobra igra, kar jaz od teh mladih fantov tudi pričakujem, tudi kot kapetan. Moje ime je Žiga Pelhan, star sem 23 let, po izobrazbi sem strojni tehnik, v ekipi pa sem sprejemalec. Zakaj igram odbojko? Predvsem zaradi veselja, zaradi druženja, pa zaradi tega, ker to delam že vrsto let in mi to tudi ustreza. V novi sezoni predvsem pričakujem ostanek v ligi, dobre predstave, pa da mogoče spet pridemo v prvo ligo. Novi trener je dobrodošla sprememba in dobro se razumemo tudi z njim, tako kot smo se že s prejšnjim. Zaenkrat je to. Kaj bo pa v nadaljevanju sezone, bomo pa videli. Sem Dominik Noč, star sem 16 let, sem dijak gimnazije Vseta Prešerna v Kranju. V ekipi sem korektor ali pa spremljalec, odbojko pa igram, ker mi je všeč, igram jo že od 3. razreda. V novi sezoni pričakujem Final Four s kadeti in mladinci, mogoče tudi malo boljšo vrstitev po članih. Trener na splošno se mi zdi v redu, ima dobre taktike in odlično sestavljene treninge. Moje ime je Vid Hribar, sem študent prava. V ekipi sem libero, zdaj prihajam v to ekipo nazaj po enem letu pavze. Odbojko sem začel igrati v 3. razredu, pa nisem mogel nehati, tako da še kar igram. V novi sezoni pričakujem čim bolj uvrstitev, predvsem pa ekipni duh in predvsem to, da se mladi razvijajo, pa da naredimo kakšne nove reprezentante. Trenerja poznam že od prej, ker je bil tudi pomočnik trenerja, ko sem jaz še igral, zdaj je glavni trener, tako da z ekipo dobro dela, sploh z mladimi, tako da mislim, da bo letos kar dobra sezona. Aljaž Pelhan, 16 let sem star, poklic sem študent, položaj v ekipi iz Sredina. Zigram odbojko zato, ker mi je všeč, pa da se rekreiram. Začel sem v 4. razredu. V novi sezoni pričakujem Sredina, trener je pa v redu. Sem Jan Maček, star sem 19 let, sem študent na višji šoli na Bledu. Moj položaj v ekipi je srednji bloker.
Odbojko igram zato, ker me zelo veseli. Začel sem v Kranju. Moje pričakovanja odbojki so taka, da se vidi kot profesionalni odbojkar. V novi sezoni pričakujem uvrstitev v prvo ligo. Moje mnenje o trenerju, mislim, da je zelo v redu, vse trudi, vzdušje zaenkrat je v redu. Na tekmah še majčkeno slabi, ampak se bomo našli še. Moramo se še malo igrati, samo dosti novih igralcev je prišlo, dosti mladih je še. Tako da mislim, da bo počasi to prišlo. Sem Domo Blaznik, star sem 17 let, sem dijak gimnazije Kranj. V ekipi Žirovnica sem spremljalec. Odbojko igram zato, ker mi predstavlja eno sprostitev, ob vsem pa v bistvu zelo uživam v tej igri, ker je treba tudi malo pomisliti, kje si, zakaj si, kako si, in v bistvu to zame predstavlja eno samo sprostitev. Vse skupaj se je začelo zame v Kropi, ki pa je v bistvu dokaj hitro propadla in sem tako končal v Žirovnici. Zdaj v novi sezoni so v bistvu pričakovanja ne preveč visoka, da ne bi bilo razočaranja. Sicer za drugo ligo sem v bistvu lahko vesel, da sem v bistvu zraven, da lahko nabiram izkušnje, glede na to, da sem v bistvu šele likar bil kadet. Prvo leto sem uradno mladinec, zato tudi pri mladincih malo več pričakujem. Ne vem, v bistvu vse skupaj je super, da napredujemo, se pravi, iz lanskega leta zelo velik preskok na drugo ligo iz v bistvu 3. lige. Glede trenerja pa coach, poznam ga že dolgo časa, nekaj za reči. Coach legenda. Evo, sem Luka Pavlič, star sem 17 let, po poklicu sem živilski tehnik, igram pa korektorje. Odbojko sem začel igrati v 5. razredu, navdušila me je sestra in tudi mama je igrala odbojko, ker je bila mlada. Začel sem pa igrati v Kropi. V novi sezoni pričakujem veliko zmag, upajmo na uvrstitev v prvo ligo in tudi z mladinsko ekipo čim višje. Trenerju menim, da je zelo dober, trenira me že od samega začetka. Vsi igralci so pa super, spodbujajo, so starejši in dajo veliko napotkov tudi, da veš, kaj je treba popraviti. Ja, super. Ja, sem Aljaž Borič in sem star 18 let. Hodim v gimnazijo, tako da še nimam poklica. Sem sprejemavec in zakaj pač igram odbojko? Zato, ker pač mi je pač tak lep šport za inteligentne, ni toliko kontakta. Začel sem pa tam okoli v 6. razredu, potem v Žirovnici, potem sem pa šel v Kranj za 3 leta, si nabirati nove izkušnje in to sezono pa sem zopet v Žirovnici. Pač v novi sezoni pričakujem to, da pač napredujem, da čim več izkušenj dobim, pa priti med najboljše 4 in se tam pač pokazati. Moje mnenje o trenerju je to, da je zelo strikten, pač razume igralca, pa ve, kako pač pristopa do tega. Je dovolj strog, tako da ni nekaj zajebancije, pač tako da ne bi bilo resno. Glede soigralcev sem pa pač zelo zadovoljen, ker se fajn zastopimo. Pa tako smo dosti mlada ekipa, tako da ni glih pač te starostne razlike, da bi bilo to tako ovira. Tako da drugače pa to je to. Ja, uvrstitev pač pri drugi ligi
pričakovanja, da smo med prvimi tremi in se borimo pač za vstop spet za prvo ligo. Sem pa še mladinec, tako da pri mladincih pa pač, da pridemo med najboljši 4 pa da osvojimo naslov. Sem Gal Kos, prihajam iz okolice Kranja, star sem 20 let, sem študent. V ekipi igram položaje spremljevalca. Odbojko sem začel igrati v Kranju pri Triglavu, letos sem prestopil v Žirovnico. Odbojko sem pa začel igrati zaradi tega, ker se pač v družini tudi starši ukvarjajo s športom. Tako. V novi sezoni pričakujem čim boljšo uvrstitev, ciljamo na najboljša mesta. O trenerju si pa mislim, da je zelo dober trener. Prvič sem se srečal z njim letos, tako da upam, da bo šlo tako naprej. Soigralci pa se zaenkrat še odlično razumemo, tako da imam same pohvale za to ekipo. Sem Madi Adžović, star sem 17 let, se pa izobražujem na srednji šoli Jesenice na smeri strojnega tehnika. V ekipi pa igram na poziciji podajača. Odbojko sem začel igrati v drugem razredu, to pomeni že pri 7 letih, že takoj, ko sem začel igrati, sem se zaljubil športom. Pa v bistvu je bil že v familiji, so igrali oče in mati, tudi zdaj brat najše trenira. V novi sezoni pričakujem dobre rezultate, zaradi tega, ker je ekipa zelo močna, mislim, da se bomo dobro povezali še skozi sezono, če se nismo že zdaj. Za trenerja je eden od najboljših, kar sem jih imel. Sem se veliko naučil od njega in se še mislim, da imam za naučiti. Soigralci smo pa dobili ta let čisto novo ekipo, starejše igralce, to pomeni, da se je kar stanje spremenilo od prejšnjega leta in mislim, da se je zelo dobro, da se bomo povezali, da se bomo med sabo zelo dobro razumeli in da se bomo tudi marsikaj od enega od drugih naučili. Živo, jaz sem Jaša Sodja, star sem 16 let, sem dijak, igram libera, se pravi prostega igralca, velik sem 180, zakaj igram pač, ker me že od nekdaj veseli, začel sem pri 9 letih. Dom je bilo fajn in zdaj pa bolj resno ratam. Kje sem začel? Začel sem na Bledu, igral sem tam 4 leta, zdaj pa v Žirovnici, Bled in Žirovnica in Jesenice smo se združili. V novi sezoni pričakujem, da gremo čez drugo ligo, probamo prijeti v prvo, bomo videli, kako nam bo uspel, če ne pa treniramo tako, se zagre, pa naslednje leto. Trener je ful faca, se poznamo zdaj že 3 leta, res car. Soigralci smo se pa ful hitro ujeli v 2 tednih, vsi smo športniki, tako da se razumemo.